Ni mi bilo ravno anksioznost, ne, ampak me je pa malce začelo mraziti, zato da sem si nadel še eno plast, ne. Mogoče, če bi meditiral in bi svojo energijo usmeril noter vase, Svoj notranji plamen. notranji plamen, da se ogreješ od znotraj, ne, zagotovo se da, če lahko eni meditirajo in ležijo na žebljih, potem zagotovo se lahko ogreješ. Ali pa Iceman Hof, a veš, Iceman Hof, poznaš Iceman Hof? Ne poznam. On se pa pač v -2 vodi tušira, ne vem kaj, pa na ledenikih meditira, brez vsega. Poglej si na internet zdajle, ko bomo imela trenutek priložnosti, ampak mi se veselimo na teren do naše Tine Vesne, ki bo za Nando govorila o meditiranju in anksioznosti, ali bolje rečeno, kako se lahko znebimo in izognemo. Kaj ne, Tina? Točno tako. Dobro jutro, Luka in Pija. Res je tudi da se pogreješ, dejansko ti lahko pomaga, če meditiraš, ker boš sfokusiral oziroma naučil svoje telo, kako naj aktivira določene celice, da začnejo greti znotraj telo. Ne? Ja, hvala. Razsvetli naju še, s kakšnimi drugimi stvarmi se lahko ukvarjamo skozi meditacijo. Ja, kar dobro prisluhnimo. Dobro jutro, Ananda. Jutro. Ja, Ananda, ti meditiraš že dobrih 26 let. V bistvu vse skupaj se je pa začelo, ko si imel močne panične napade in tesnobo, ne? In potem ti je nekako meditacija pomagala, oziroma z meditacijo si se potem srečal in zdaj smo tukaj, ne, že po 26 letih. Pa me zanima, v bistvu, kako so bili pa te prvi, kaj si naredil, recimo, ko si prvič dobil panični napad? Ja, pozdrav tebi, pozdrav vsem gledalcem Ljubljana TV. Sem hvaležen, da ste me povabili. Ja, to se je začelo v bistvu 26 let nazaj, ampak ni bil to povod, zakaj sem začel meditirati. Bom rekel, 10% mogoče, to je bila neka pika na i, da sem začel meditirati. V bistvu kot sem v vaši prejšnji oddaji povedal, sem se že prej v bistvu srečeval z meditacijo in sem imel lakoto po višjem smislu življenja, po notranjem miru in potem je pač ta napad panike, bom rekel, bila pika ni. V bistvu zgodil se je pa tako čisto naključno, ko ni bilo ne duha, ne sluha, nobenega pokazatelja, da se bo zgodil. Pač, ne vem, star sem bil 17-18 let. Sem sedel v parku in kar naenkrat sem začel težko dihati. Kar se mi prej ni zgodilo, v bistvu. Nisem mogel do zraka prijeti. In to je bilo toliko intenzivno, v bistvu, da sem se ustrašil, ne, kaj pa je to zdaj, ne, ker dih je življenje, življenje je dih, če ne dihamo, umremo, ne. Človek se ustraši, ne. In potem sem počival na klopci, sem tam sedel in potem je bilo pač to toliko neznosno, da sem začel hoditi okoli tako, bom rekel, hitro, impulzivno, hrepeneti po zraku, nisem vedel, kaj se dogaja v bistvu. In ta pač panični napad v obliki tesnobe, v obliki zajemanja sape je trajal približno 2 uri in konstantno 2 uri sem lovil sapo. Nisem enostavno mogel do zraka. Potem mogoče po 4-5 minutah sem prišel do zraka, potem sem mislil, ok, ampak ne, spet, čez minutko, 2, spet tesnoba in enostavno ne moreš s polnimi pljuči zadihati. Nisem mogel. In potem se mi začelo vrteti v glavi. Sem mislil, da bom skup padel, sem mislil, kaj se tu dogaja, kot najstnik, ne, sem mislil, kaj je to, nikoli nisem imel takih težav, niti zdravstvenih, nič v bistvu. In nekako po 2 urah se je to umirilo v bistvu, ne. In potem pač nisem dal neke pozornosti temu, ko je bilo pač to konc sem mislil, pozabil nekako in to je bilo to prvič, ko se je zgodilo v bistvu. Kaj si pa potem naredil? Kako se v bistvu to, se potem to samo od sebe umirilo, potem pa ti je dal, ne vem, idejo, da bi začel meditirati? Ne, v bistvu
najprej sem jaz to malo ignoriral, pa sem pozabil. To radi delamo. Ja, kar ne priporočam v bistvu, če ima kdo take izkušnje, bi bilo dobro, da gre najprej zdravniku, da se izključijo morebitne fizične težave s pljuči ali srca. Ne. V bistvu sem pa nekako v globini svojega srca, svoje duše čutil, da je z mojimi pljuči vse v redu, v bistvu, da je to bolj na subtilni ravni. Tako da zaradi tega nisem šel zdravniku. Kaj sem pa naredil? Pač tako, kakor najstnik pravijo, ne, zdaj, če bi s to pametjo, ne, s temi leti pač ne bi tako, ne, s prijatelji smo ga popivali, pa tako, potem sem šel na eno pivo, dva, pa se tudi ta, bom rekel, ta napad na ta tesnoba zgodila in pri enem kozarcu piva, dva, je to bilo malo boljše, ne, v bistvu, ne. Potem, ko smo šli drugič ven, ker to se potem stopnjevalo, vsak dan v bistvu se to dogajalo potem, ne. Potem sem si rekel, ja, glej, če pa pivo pomaga, se ga itak pijemo vsak vikend, ali ne vem, ne. Sem si mislil, je pa to, ne. Ampak potem eno pivo ni pomagalo, dva piva nista pomagala, 3 piva nista pomagala, potem sem si mislil, ja, če bom tako nadaljeval, bom postal alkoholik v bistvu, ne. Pa tudi to ni rešitev, to ne pomaga, ne. No in potem sem se pač, v bistvu pa to pika na i, da začnem meditirati. Sem začel meditirati in, kakor sem rekel, pač, prvo, zakaj sem začel meditirati, je, kar sem že prej imel, težnjo in stremljenje je lakota po notranjem miru, po harmoniji. Potem pa je pač to samo bilo neko gonilo, pač neka pika na i, v bistvu, ne. Sem začel meditirati in potem pač, ko človek meditira, če je iskren, se začne zavedati svojega uma, svojih misli. In skozi meditacijo sem se začel zavedati, ker ta tesnoba ne prihaja kar tako, v bistvu, ne, fizična tesnoba, to ni kar tako, da dobiš somatske težave, ne. To je, se začne v glavi, ne, in potem, ko sem začel meditirati, pač mi je meditacija oziroma umiritev uma, ker mi ne moremo vedeti, kaj je to v naši glavi, kar je narobe, če ne umirimo svoj um. Ja. Če naš en vrtinc ne najdemo, v bistvu, moramo umiriti, v bistvu, in potem vidimo, katera misel pač je tista, ki povzroča to, ne. Tako da mi je pač meditacija pokazala, katere so to misli, v bistvu, kaj je to v bistvu, in tako nekako potem se je začel na bolje, v bistvu, no. Ja, pa zdaj, recimo po 26 letih, ker veliko poznam tudi eno gospo, ki je napisala knjigo o tesnobi, ne, in je rekla, da se je v bistvu ona naučila živeti s tem, da kljub temu, da je toliko let že mimo, mislim, da se že več let ukvarja s tem, v glavnem nikoli ne gre ta tesnoba stran. A je pri tebi tudi ostala in se še vedno kdaj pojavi, a je to šlo? Ne, zdaj že, se pravi, ko sem meditiral, je to še trajalo, ne, pol leta, ne. Mogoče 1 leto. Ampak zdaj po 25 letih recimo nikoli ni bilo nobene tesnobe, paničnega napada. Zato, ker imamo kar občutek, da to potem traja pač lahko večno, ne? Sem pa, ko sem začel meditirati, pa sem imel tudi panične napade, tudi v isti ali pa malo manjši intenzivnosti, ampak takrat sem, bom rekel, že bil tako iskren iskalec, iskren pač, ponižno rečem, iskren iskalec, da sem rekel, in v bistvu meni ni bilo pomembno to panične napade, jaz sem, a ga imam, ali ga nimam, meni je bilo pomembno pač ta meditacija, ta notranji mir, ta višja sila, in sem rekel, če to moram imeti celo življenje, če s tem moram živeti, potem bom pa živel s tem. In ko sem to začutil, ne ko sem rekel, ampak ko je celo moje bitje to čutilo, potem v bistvu, potem je bilo za 50% boljše. Ko sem jaz sprejel te težave, v bistvu, ne sprejel z umom, ja, če ni druge, pa pač tako moram, ampak res, ko mi ni bilo pomembno, pač, če moram s tem živeti, pač moram,
ker mi je v bistvu bila koncentracija na meditacijo, na notranji mir, na višjo silo, na kozmično silo v bistvu. In potem so se težave začele zmanjševati. Tako da poznam enega prijatelja, ki ima, če lahko na kratko povem, ki ima eno bolezen, star je 60 let in jaz pač vem, da to ni neka huda bolezen in on se po vsako ceno hoče te bolezni znebiti, pa tudi meditira nekaj časa. Ne. Jaz sem mu svetoval, kaj pa če bi ti to sprejel pač kot nekaj, ki ti je namenjeno. Rekel, ne, jaz moram to premagati. Nažalost, pač jaz čutim v njegovem primeru, da če bi on to sprejel in kakor usodo ali kakor nekaj, kar je namenjeno od zgoraj, če lahko tako rečem, potem gre polovica ali pa grejo vse težave stran v bistvu. Aha, da bi v bistvu s tem, ko bi sprejel to svojo bolezen oziroma to stanje, ki ga ima. Ni samo sprejeti, potem pa delati na tem. Tako. Ampak ne sprejeti, bom rekel, tako, če ni drugega izhoda ali pa žalostno, pa depresivno, v bistvu sprejeti radostno, predano, ker meditacija je povezava z kozmično silo, z Bogom. Če je najvišji to namenil, če je to njegova volja, ker brez volje najvišjega se niti trava ne more premakniti. Če je to volja najvišjega, potem naj bo tako. In potem smo mi veseli, karkoli je, ker vemo, da je to dobro za nas. Zdaj, kako je to lahko dobro za nas? Dobro je, ker se naša zavest razvija. Ne? Po bilo kakšnih boleznih, ali mentalnih, ali fizičnih, če je človek malo bolj zavesten, bo njegova zavest definitivno zrasla za en nivo, v bistvu se bo. Ne? Tako da sprejeti in pa delati na tem. Samo sprejeti, samo ozavestiti ni dost. Ozavestiti, sprejeti z, bom rekel, z radostjo, pač mogoče nekateri ne razumejo, jaz sem to sprejel z radostjo in ker sem vedel, pač, da je to v tem trenutku najbolj za mene. Se pravi, sprejeti in potem pa meditirati, delati na tem. Ne? No, in ravno o delu na tem bova govorila po oglasih. Selimo se v kratke oglase in se gledamo kasneje še naprej. Gledamo mi pa nazaj na teren do naše Tine Vesne in Anande, pogovarjata se pa, kako lahko z meditacijo znižamo svojo anksioznost, živčnost, nestrpnost, nervoznost in lažje zadihamo. Točno tako. Ja, in bo tudi pri tem nadaljevala. V bistvu bi jaz šla zdaj počasi v prakso, oziroma me zanima, če je bil kdo, ki ti je pomagal pri problemih, oziroma ti je bil kdo v oporo med tem časom? Ja, v bistvu pardon. Vse je v redu. Je še jutro. Ja. Pri meditaciji v bistvu moj duhovni učitelj, Šri Chinmoy, ki ga vidite tukaj na sliki, v bistvu brez njega bi jaz danes definitivno še imel to tesnobo, panične napade. Se pravim, 50% je bilo to, da sem sprejel svojo tesnobo, da sem delal na tem, ampak potem pa sama prisotnost, ker sem tudi parkrat obiskoval svojega učitelja, sem ga šel obiskat pač tam, kjer je živel v Ameriki, polovico svojega življenja je živel v Indiji, ker je rojen, polovico v Ameriki. Sama njegova prisotnost, njegovo delo v tišini skozi meditacijo, nobenih nasvetov, nobenih besed, njegovo delo v tišini, ko čutiš, ko vidiš nekaj v nekomu, v komer nisi prej videl nič podobnega, luč, božanski obraz v bistvu. Tako da, ja, v bistvu bom rekel, on je bil pač ta oseba, ki je v bistvu mi pomagal, zavedam se, to ni nobena moja fikcija, v bistvu zavedam se, kako je potekalo, spomnim se, v bistvu, ko rečem na notranji način,
v tišini, pomeni skozi meditacijo zavedaš si, da ti učitelj nudi svojo božansko moč, svojo ljubezen in v bistvu, kako so se te moje težave nehale, v bistvu je bilo v bistvu kar naenkrat, no, tako en dan sem se vprašal, sem si rekel, ja, danes pa nimam tesnobe. Vsak dan sem jo imel do zdaj, danes je pa nimam niti malo v bistvu. Pa sem pa pomislil, pa sem rekel, pa včeraj tudi nisem imel. Pa sem tako šel, ja, pa se že 4 dni nimam te tesnobe, že 4 dni nimam. Ne? In potem sem čutil eno tako hvaležnost, sem čutil v sebi v bistvu. Potem smo pač imeli srečanje z mojstrom in ko sem bil pač blizu njega, sem mu znotraj sebe ponudil pač hvaležnost, seveda mojster je pač to videl, mi je se obrnil, me pogledal z nasmeškom, me tako blagoslovil v bistvu in od takrat naprej v bistvu, no, to je tisti dan, ko sem pač rekel, aha, zdaj pa že 4 dni imam tesnobe, v bistvu, kar presekrajo v bistvu, ne. In to je pač že 25 let v bistvu ni te tesnobe, teh paničnih napadov. Čudovito. Veš, kaj mene zanima? Rekel si, da tega učitelja, ki si ga imel za meditacijo, da ti ni govoril oziroma te ni vodil čez to meditacijo se pravi, z besedami, ne? Pač je samo bil tam prisoten. Na YouTubeu pa lahko najdemo recimo ogromno enih posnetkov meditacij, ki so vodene. Kaj meniš o teh vodenih meditacijah? V bistvu učitelj je tudi občasno kaj povedal, seveda ni samo deloval v tišini, občasno, ampak to so bili tako, bom rekel, nasplošni nasveti za vse nas v bistvu, ne. Včasih mi je dal tudi kakšen osebni nasvet, pa to je bilo mogoče 2 ali 3 v 15 letih, kolikor sem bil jaz z njim. V tišini učitelj deluje tako, pač če je učitelj, bom rekel, takega ranga, kakor je moj učitelj, pa tudi drugi učitelji seveda, deluje za svojo meditativno močjo, za koncentracijo, moč misli je močna, moč pozitivne volje in če človek ni samo potreben učitelj, tudi učenec mora biti sprejemljiv. Ne? Zdaj, YouTube meditacije, če nekdo hoče resno meditirati, ne? Obstaja termin full-time spirituality and half-time spirituality. Polna duhovnost in polovična duhovnost. Zdaj, če nekdo hoče polovično duhovnost, pač ne vem, danes bom malo meditiral, jutri bom ne vem, šel spit pol litra vina, pojutrišnjo bom šel žurat, pol čez 4 dni bom ne vem, spet malo meditiral, potem pač ima lahko take YouTube posnetke, ki mu bo pomagali nekaj dosti, ne. Tudi v bistvu na YouTube ne vemo, v bistvu dobro je, da poznamo fizično osebo, ne. Tako da, če kdo hoče resno zakorakati v svet meditacije, mu jaz ne svetujem, da mu je učitelj YouTube, bom rekel, ne. Mislim, meditacija, kakor pred spanjem, pa tiste glasbe, YouTube, ok, ampak prav meditacija, redna, je potreben v bistvu učitelj, ki... Nekako oseben pristop mogoče bolj. Ja, v bistvu učitelj meditacije, v katerega imate vero, v katerega čutite, pač, da vam lahko pomaga, katerega fizično tudi poznate, dosti je te, ker mi ne vemo, kdo v bistvu objavlja kaj na YouTubeu, ne poznamo te osebo, ne poznamo, če ta oseba je pač res dala določene izkušnje skozi. Če pa se srečamo fizično, pa lahko pač občutimo nekaj, tako da... Se strinjam, recimo tudi jaz sem bila, ko sem jaz meditirala na YouTubeu, oziroma preko YouTubea, se pravi, sem poslušala kakšne posnetke, je bilo v bistvu potem, ko sem se želela tudi sama odločiti meditirati brez vodene meditacije, sploh ni šlo, a ne, zato ker nekako ti mislim, kada bi se malo polenil, a ne, in potem poslušamo to meditacijo, a ne, nas oni vodijo, ampak recimo, če pa sam želiš, pač šibajo misli posod, a ne. Pa mogoče imaš kakšen nasvet za ljudi, ki se
ker veliko ljudi ima predsodke o meditaciji. Predstavljajo si mogoče nekoga, enega meniha v Indiji, ki 16 ur meditira, ne? Ampak vemo pa, da je meditacija lahko tudi, ne vem, večkrat na dan po krajši čas, oziroma kakšno imaš ti mnenje o tem? Ja, kot si rekla, dosti ljudi ima v bistvu predsodke o meditaciji, ne vem, ko slišijo besedo meditacija ali joga, si predstavljajo nekoga, ki dela stojo na glavi ali ne vem, na razne načine izkrivlja telo, kako bi rekel. Pač ok, to so določene vaje hatha joge, ki tudi pomagajo za fizično zdravje, ampak meditacija ni 16-urna meditacija, 20-urna. V bistvu, ko človek napreduje, potem je meditacija tvoje življenje in potem ne meditiraš 16 ur tako, da bi sedel na tleh, ampak v bistvu, ko se pogovarjaš, ko kuhaš, pač si v sebi čutiš, da se nekaj v tebi dogaja in tudi tvoj um je pomirjen. Misli, ja, kot se rekla, preko vodene meditacije je potem, bom rekel, človek odvisen samo od tega, kdaj bo ta vodena meditacija v bistvu, ne? In tako da se ne uči, v bistvu ni naučen sam doma meditirati v bistvu, ne? Kar je potrebno. Vsakdanja meditacija je potrebna za napredek, ne? Kakor jemo, svoje telo hranimo, ne moramo reči, ja, danes sem pa, ali pa ali pa včeraj sem jedel kosilo, danes ga pa ne bom. Isto tako, meditacija je hrana za za dušo, za telo, tako da vsak dan je treba meditirati. In te vodene meditacije, tudi če so vsak dan, ni to, ker človek mora v bistvu sam meditirati zjutraj, zvečer, mogoče pač ta oseba kdaj ne bo mogla, mogoče bo šla na potovanje ali nekaj, kaj potem pač ne, tako da umiriti najbolj v bistvu, kako umiriti najbolj, kot sem rekel, je, da si človek najde učitelja meditacije, ker kakor za matematiko, fiziko, biologijo, vse predmete v šoli potrebujemo učitelja, ne vem, za vozniški izpit potrebujemo učitelja, za vse predmete v šoli potrebujemo učitelja, kako potem to, da za meditacijo ne potrebujemo. Ja. Meditacija je daleč bolj, bom rekel, zahteven predmet, kot pa te, ki sem jih naštel, ne. Tako da imeti učitelja in učitelj tisti, ki nam bo pomagal, v bistvu umiriti res je, da misli švigajo, ampak kot sem povedal tudi v prejšnji oddaji pri vas, so določene tehnike, s katerimi lahko umirimo Problem je v tem, ker se mi identificiramo s svojimi mislimi v bistvu. Ko smo v meditaciji, je popolnoma tih, smo v srcu, v tišini, v miru, ne? In potem misel pride, ne, v bistvu, in potem mi vidimo, da mi nismo te misli. Misel pride, ne vem, ja, čez 2 uri imam pa en sestanek in ne vem, kaj pridejo skrbi in potem na nami, a bomo mi to misel sprejeli in skrbeli, ali bomo popustili, v bistvu, da gre mimo, v bistvu vaja dihanja pomaga, naprimer, da spremljamo svoje dihanje, da se koncentriramo na dih, globok vdih, ker ko človek nervozen, je njegovo dihanje hitro, ja. Kot gre pri kužku. Če smo nervozni, že to, da se usedemo in da svoje dihanje upočasnimo, se tudi umiri, v bistvu svoje misli, pač če lahko opazujemo kot na nekem ekranu. Dobra vaja je pač, vsak nima akvarija. Če imamo doma akvarij, je dobro, da recimo, ali pa lahko si date preko na televiziji, na YouTubeu pač akvarij in da opazujete ribice. Samo opazujete 1 ali 2 ribice, ne? In tako vaš popolnoma bo pomirjen. Opazujete ribice v bistvu, ne? Kako? In to je zelo dobra pač taka vaja. Žal, Ananda, meni je to tako zelo všeč, ampak nama je zmanjkalo časa. Bova pa nadaljevala midva in bomo tudi imeli prispevek, ne, naslednjič v oddaji. Tudi sam si učitelj meditacije, ne, tako da bodo ljudje vedeli. Samo še povem, prosim, kje te lahko najdejo. Ja, v bistvu učitelj je moj učitelj, Šri Chinmoy, jaz sem pač njegov učenec, ki poučujem meditacijo. Okay.
imamo skupino, kjer se dobivamo, tako da če je kdo zainteresiran, me pač enostavno lahko pokliče, najbolj enostavno po številki 041 642 409 ali pa obišče mojo Facebook stran, ki se imenuje Meditacija in anksioznost. Super. Hvala lepa še enkrat. Ostanimo v srcu, ostanimo v miru, dihajmo, tako kot je rekel Ananda, pač počasi in globoko in bomo šli tudi čez te situacije malo lažje. Mi se gledamo naslednjič, jutri že v bistvu, tako da je en krasen dan in najprej v oglase. Se gledamo.